Pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja po svetu. Tokrat se bomo z našim nekdanjim dopisnikom iz Bližnjega vzhoda in odličnim poznavalcem razmer na območju Brankom Sobanom pogovarjali o presenetljivih novicah, ki v zadnjih dneh prihajajo iz Egipta. Vojska je najprej pred nekaj dnevi odstavila demokratično izvoljenega predsednika Mohameda Mursija, zatem je suspendirala izvajanje sicer sporne ustave, po nekaj dneh protestov pa je sledilo še obračunavanje z muslimanskimi brati. Branko, pozdravljeni. Za začetek me zanima en kratek komentar na to vse to dogajanje v Egiptu. Glede na to, da sem v Egiptu preživel kar 4 leta kot dopisnik, sem v bistvu pričakoval, da bodo Egipčani Mubaraka odstranili prej kot so ga. In podobno sem tudi pričakoval, da bo novi predsednik Mohamed Mursi tudi odšel prej kot v enem letu. Kajti paradoks arabske pomladi je v tem, da se glavni igralci na egiptovski politični sceni v bistvu niso spremenili, vse je ostalo isto. Vojska, generali so obdržali svojo vlogo, ki so imeli v Egiptu v bistvu več kot 60 letij od Nasserja. Po prvih demokratičnih volitvah so se začasno umaknili v ozadje, ampak potem so čakali na pravo priložnost in udarili. Zame osebno je ta vojaški udar v Egiptu politična katastrofa, to je konec demokracije. Egipt se v bistvu, namesto da bi korakal naprej, v skladu s cilji, ki jih je prinesla arabska pomlad na Tahrirju pred 2 letoma, se zdaj v bistvu vrača nazaj. Presenetljivo je precej tudi to, omenjate konec demokracije, da se o tem recimo v svetovnih medijih ne govori na ta način, ali pa da se, ne vem, naprimer največja izvoznica demokracije na svetu, Združene države Amerike, na to sploh ne gledajo tako. Ja, tudi to je eden od velikih paradoksov dogajanja v Egiptu. Tisti hip, ko bi recimo v Združenih državah prevrat v Egiptu označili za državni udar, bi to pomenilo konec pomoči, ki vsako leto znaša okrog 1,3 milijarde dolarjev. Ameriška vlada je recimo Mubaraku v 3 desetletjih vladanja namenila 60 milijard dolarjev pomoči, kar je ogromna vsota, več dobi samo Izrael. Ampak napaka je, da ta denar nikoli ne gre za modernizacijo gospodarstva, za nakupe hrane, za pomoč revežem, vedno samo za modernizacijo vojske in letalstva, ki je v bistvu, ki ostaja glavna politična sila v državi. Podobno se sprenevedajo tudi drugi zahodni politiki. Naravnost šokiran sem bil nad intervjujem Tonija Blaira v Nedeljskem Observerju, kjer je dejal, da ni nujno, da imamo demokracijo pravzaprav, da pomembnejša je učinkovitost vlade. Pravi, učinkovita vlada je zanj pomembnejša od demokratične vlade. In hkrati je opozoril na to, da je treba upoštevati glas ulic. Sam Tony Blair tega ni upošteval leta 2003, ko se je v Londonu zgrnilo na ulice več kot 1 milijon Londončanov in so bili proti vojni v Iraku, ampak takrat Tony Blair tega Vox Populi ni poslušal. Tako da sprenevedanja je ogromno, vsi čakajo, kaj se bo zgodilo, ampak to čakanje Egiptu lahko samo škodi, ker se že zdajšnji konflikti grejo v sila nevarno smer, v novo državljansko vojno, kjer bo na tisoče mrtvih. Omenimo mogoče lahko še en paradoks, ki ga številne zahodne države ne omenjajo, recimo vzporednice med Egiptom in Alžirijo. Ja, vzporednice so vsem na dlani. Kar se zdaj dogaja v Egiptu, se je v Alžiriji zgodilo pred 2 desetletjema, leta 1991. Takrat je Fronta islamske rešitve, novo ustanovljena alžirska stranka s kratico FIS, prepričljivo dobila najprej lokalne volitve,
Bilo je leta 90, leto kasneje pa še prvi krog parlamentarnih volitev. To je bil popoln šok za takratno alžirsko nomenklaturo, ki stranki ni več dovolila poti v drugi krog, kjer bi bila zmaga popolna, ampak je stranki prišla na ulice in razveljavila volitve. S tem je znana voditelja stranke FIS Abbas Hamadanja in Alija Belhadža so za 12 let poslali v zapor, samo zato, ker sta zmagala na demokratičnih volitvah. S tem pa je oblast v bistvu sama spodbudila nastanek različnih podtalnih gverilskih skupin, ki so potem v spopadih z vojsko Alžirijo spremenili v krvavo prizorišče državljanske vojne, ki se je vlekla več kot desetletje. Žrtev je bilo okrog 150 000, kar je katastrofa. Kaj lahko mogoče iz tega sledi za Egipt? Egiptu se v bistvu ne napoveduje nič dobrega. Podobno kot ko je Nasser po zmagi svoje revolucije leta 1952 uprizoril pravi pokol nad muslimanskimi brati leta 1954, jih poslal v koncentracijska taborišča in zapore, se je to gibanje zelo radikaliziralo. Radikalizirali so se zlasti nekateri posamezniki, naprimer Said Qutb, glavni ideolog muslimanskih bratov, je postal potem idol ne samo egiptovskih islamistov, ampak islamistov vsega sveta, zlasti svojo knjigo Znamenja o poti. Nekaj podobnega se zdaj lahko tudi v Egiptu. Takoj po odstavitvi predsednika Mursija je bilo denimo že ustanovljeno novo gibanje Ansar al-Šarija, kar bi lahko prevedli kot bojevniki za šarijo, kar za Egipt nikakor ni dobro. Edina rešitev je vrnitev k volitvam, ampak s sodelovanjem muslimanskih bratov. Bojim se, da vojska muslimanskim bratom ne bo dovolila na volitve, ki jih zdaj napovedujejo, kar bi bilo izjemno slaba poteza. Muslimanski bratje, ki so bili ustanovljeni leta 1928 v Ismaili ob Sueškem prekopu, so najstarejša in najvplivnejša islamska politična organizacija v svetu. To je dejstvo, mimo katerega nobeni generali v Kairu ne morejo. In politike, sodobne, moderne politike v Egiptu ne bo brez sodelovanja z muslimanskimi brati. Vsakršno izključevanje te izjemno močne in vplivne organizacije vodi samo v konflikte in tudi v državljansko vojno. Hvala lepa.